Kava s Červekom. Dobrodošli na še eni kavici na Radiu 1 s Červekom in danes je z mano tukaj, boste gotovo veseli. Pevka, že več kot 20 let je na sceni, ampak že 20 let je popolnoma ista. Vam garantiram tudi zdaj na kameri, tisti, ki gledate na YouTubu. Alja, dobro jutro. Hvala, kakšna lepa napoved. Boš rekla, da lažem? Ja, hvala. Ne, boš rekla, da lažem, realno. Ista. Copy-paste. A res? Ja, res. Čist res. Me veseli, no, me veseli. Alja, prvo vprašanje za vsakega gosta isto in sicer, kakšna je tvoja jutranja rutina? In če se ne motim, nas boš presenetila. A mislim? Ja. Jaz ponavadi vstanem tam 5-6, prvo meditiram. No. Ne, to je ta, ob 5-6, Ja. glasbenik vstaja tako zgodaj. Ja, sem tudi ob 4, veš. Ampak zdaj, ker recimo zdaj je december za nami, ne? Ja. Ker december je res bil divji, imeli smo na koncu res že vsak dan koncerte, po 3 na dan smo celo delali, res je bilo noro. Ampak se veš, to te nahrani, to je tisto, zakaj živiš, to je tisto, kar te dvigne. Gušt, ja, jaz obožujem ljudi, rada imam muziko, valjda obožujem muziko in sem na odru najraje. In takrat sem si tudi malo spremenila ta moj ritual, ker pač ni šlo glih ob 4-5 ostajati, ker sem prihajala zjutraj. Takrat domov šele, ne? Ja, ali pa to. In sem v bistvu potem nekako prešaltala saj na 6, mogoče 7 kdaj. Sem te še zmeri ful zgodi. Ja, ampak nekako se zelo navadiš, veš, se v bistvu tudi sam po sebi že zbujaš, pa tudi če bi mogel še spati, ne. Skratka, ja, najprej meditiram, potem poslušam kakšne dobre informacije ali pa mogoče kak dober podcast. To ne vedno vsako jutro, ker pač mi meditacija že veliko vzame. Zdaj, če delam res dolge, so to 4-urne, drugače pa ponavadi tam 45 minut. 4-urna meditacija? Če bova do tega vse še prišla, si se pravi jutranji človek, ne? Ja, sem, pa nisem bila, ampak sem se privadila, zdaj že ful let, ker mi je tudi zajtrk zelo, zelo pomemben in potem pojem 3 vrste zajtrkov in šele potem jaz grem dalje. Tako da veš, kaj sem danes vse zjutraj počela. Stvari imam že zdaj sem za vprašati. Ampak ne piješ pa kofeta? Ne. Kako pa to? Pijem cikorjo, ki mi ful paše, ker me ne razdraži toliko, zato ker kava se mi zdi, mislim, odlična je, fajn je, tudi okus mi je fantastičen, ampak se mi zdi, da imam rada malo bolj kontrolirano energijo in zelo, zelo, zelo redko jo spijem. Kaj bi bilo dejali na kofetu? A si predstavljam? Ja, neč mi, jaz sem se prej dogovorila za en čajček, je tako? Ja, z veseljem. Naš aparat DeLonghi Dynamica Plus tudi sam vodo lahko servira, direkt za čajček, čajček je tudi že preštiman, jaz sem si pa kavico tudi že prej naredil. Pa direkt črno. Naj ti tekne. Pa je, da tudi fajn diši tale naša, tako da. Ja, se že voha, zelo fajn vonje. Koliko stvari se mi zdaj dala za vprašati. Tako zgodaj vstajaš, pol smo pa na meditiranju. 4 ure? Ja. Kako to zgleda 4 ure meditirati? To so v bistvu vodene meditacije. Jaz sem šla pred 3 leti prvič na long week, retreat se reče. V bistvu je to pri dr. Joe Dispenzi celotedenski tretma meditiranja. Se pravi, bilo je tam več kot 1500 ljudi, ki smo v eno meditirali. Hkrati smo imeli tudi predavanja. Skratka, mene psihologija od nekdaj zanima in verjamem, da če si v pravem stanju, se pravi v teta stanju, lahko absorbiraš informacije na drug način in res grejo v podzavest, tako kot gre v podzavest recimo že ta rutina zjutraj, da si zobe umiješ in ne vem, greš na WC, popiješ kavo, Pa zdolgo rabila, da si prišla v to rutino? Niti ne. Pa jaz nisem premeditirala. Jaz sem, vedno sem imela rada dobre podcaste, rada sem brala fajn knjige, rada imam psihologijo, pač ker mi je neverjetno fascinantno, kaj vse je človek zmožen in kako se lahko reprogramira na tisto, kar želi in opusti pač navade in stvari, ki mu niso ljube. Ko sem enkrat prišla do dr. Joe Dispenza, je bilo, kar naenkrat je bil krog sklenjen, zato ker on dejansko povezuje vse vrste v bistvu meditacij, dihanja,
kako dejansko priti v neko stanje. Skratka, on je dejansko se povezoval z starimi kulturami, hkrati je pa tudi sam hodil, seveda razvijal meditacije, sam se je izobraževal, pa zelo pomembno je, da je on nevroznanstvenik, torej vse te stvari, poizkuse, ki jih dela, jih tudi znanstveno dokaže. Torej ni to larifari, ampak je vse znanstveno dokazano skozi valove možganov. On v bistvu je ves čas meril te valove, možganske valove, kaj se dogaja ob meditaciji, ob določenih tehnikah, ki jih je sam razvil. Ne. In je to res noro. In tudi dejansko je bil človek, ki je bil skoraj že priklenjen na voziček in je skozi neke tehnike dejansko ozdravel in ne samo fizično, tudi umsko se izboljšal do te mere, da zdaj živi takšno življenje, kot si ga želi. In najbolj zanimivo pa je to, da sem jaz poznala ljudi, ki so hodili k njemu in se jim je življenje tudi na tak način, fajn način izboljšalo. Ne. In jaz verjamem, da v življenju je zelo pomembno, čemu posvečaš pozornost. In tako kot si ena ženska vzame čas za manikuro, za frizerja, si jaz vzamem čas za to, da sprogramiram svoje misli in se naravnam na tisto, kar želim. No, zraven pa še vse zrihtano, tako da je še tisto, ne? Ja, tudi to. Potem si, vidiš, toliko si splaniram, da imam časa tudi te stvari. Se to je. Vidim, da si zelo organizirana. Zelo sem organizirana. Tudi hrano imam zelo organizirano. Ja. Prav po urah morda, kdaj ješ? Ja, šla sem k naturopatini Eriki Brajnik pred, 4 leti, ki mi je spremenila življenje. Saj veš, mi imamo dosti hiter tempo življenja, ne samo Slovenija, da smo na poti, tudi smo v tujini, pa koncerti zahtevajo svoje. Dobar, jaz še imam tudi, hkrati sem razpeta malo, ker imam dom hkrati na Hrvaškem po Sloveniji. A veš, to je stresno, je fajn, uživam v tem, ampak je stresno. Potem recimo, ne vem, imam 2 šoli pevski, poučujem, tudi tukaj dejansko je super, je fajn, je lepo, ampak zaradi organizacije doživljaš nek stres na nek način, ne, ker je treba le spraviti to v nek plener. Skratka, zato se mi zdi zelo pomembno, no, da sem zorganizirana na tak nežen način. Zdaj ni to ta prisiljena organizacija, ki bi je jaz ne želela ali pa bi mi bila negativna. V bistvu mi je všeč, ker imam končno življenje, ne bom rekla pod kontrolo, ker jaz mislim, da življenje pod kontrolo ni svoboda, ni življenje. Pa to kdo ga ima, ne? Ja, ampak se mi zdi ful dober, ker recimo naturopatinja mi pripravi jedilnik točno na mene, kaj je prav, da jem takrat, ko je treba, počutim se odlično, meditiram, tudi si v bistvu naredim dan, potem pa če še kaj pošportam, se pa sploh počutim fantastično. A bi rekla, da je to ta recept, zakaj že 20 let izgledaš isto? Hvala še enkrat. Ampak ja, jaz verjamem, da obraz na nek način je ogledalo miselnosti človeka in duše. Zato se mi zdi, da je pač pomembno, da delamo na sebi, sploh tisti, ki radi mogoče izgledajo mlajši pa dober, ne. Zdaj vidim, da tebi tudi to odlično gre. Ti si tudi pa jaz sem še mlad. Vem, da si mlad, ampak dejansko imaš dobro energijo na obrazu. Ja, res. Ne izgledaš mi utrujen, zmatran, ne. Ja, pri nas je to alkohol. V redu. Ampak ne, hočem reči, da to bi priporočala vsakemu. Vsak se rad dobro počuti, vsak je rad poln energije, vsak je rad ljubljen, zaljubljen, ne. Ja, v bistvu bi se mogel vsak dan počutiti na tak način, kot da si ful zaljubljen, ne. Vsaj potruditi se, ne. Kdaj si pa začela s to meditacijo? Koliko časa to zdaj že traja? Ker vidim, da si tudi dosti preštudirala, že v prvih 5 minutah tega pogovora zdala meni, to moram raziskati, ker me zanima. Zanima? Ja. Fajn. In mi je zanimivo. To je life changing. To je stvar, ki bi jo priporočala vsakemu. Verjamem, da marsikdo bo rekel, ja, zdaj je blazna, neka čudna, zdaj se to. Pak ne, jaz vam to res iz srca govorim, iz ljubezni, zato ker meni je fajn, jaz res uživam. In zakaj ne bi vsako življenje užival, pa se počutil fantastično, če lahko, ne? Če se lahko, ja. Ne? Lahko se osvobodiš vseh prepričanj iz preteklosti, lahko se vseh smeti se lahko znebiš skozi meditacijo, dejansko se to da narediti. Ne?
ljudje imamo tako moč vse, pa se premalo zavedamo. Mi se lahko reprogramiramo popolnoma. Tle not, ne? Vse je tu not. Najmočnejši računalnik pravijo, ne? Ja. Moj je zelo malo z gigarama, ampak lej. Odej, no. Ne, kdaj si to začela? Veš kaj, meditirati po Joe sem začela 4 leta nazaj. Okay. Prej sem se že kdaj srečala z meditacijo, ampak nikoli nisem bila... Vedno sem rekla, to ni za mene, tako večina ljudi. Čisto po pravici bom povedala. Malo z rezervo jemlješ. Ja, pa ne vem, pa jaz sem predivja, preživa, kakih sem jaz usedla, pa umirila, pa fokusirala. Moje misli so na milijon koncih. That's the point, ker so tvoje misli na milijon koncih, ker si ti razhajkan na vse možna področja, segmente življenja. Zato rabiš meditacijo. Ti rabiš iti v svoje bistvo, se umiriti. V bistvu jaz bi rekla, da meditacija je tako kot... Samega sebe daš na povodec. Ne, sploh ne, ker je to taka uživancija. To je v bistvu, to je taka ljubeča energija, tak mir, notranji mir se zgodi. Pa si pa kuža, ki je lahko spuščen. Tako. Je bolj to, ja. Dejansko je meditacija, je čista svoboda. Če sem zašel na to metaforo. Ja. V bistvu jaz rada rečem, da je to tako, bi te pocrtal. Okay. Ampak moraš si pa dovoliti, da te nekdo pocrta. Ne? Ja, tisti, ki še pač to ne dovoljujejo, ko verjamejo, da je treba trpeti, ne govorim sarkastično, ampak govorim, ker res verjamem, da lahko imaš globoko vse pograjeno, da ti v življenju ni namenjeno, da ti ni dano, da se tebi to ne more zgoditi, da lahko živiš lepo, svobodno, srečno, pozitivno. Pač fajn je delati na sebi, kaj prebrati in ugotoviti, kje je kečne. In začeti meditirati. Pač. A si bila morda že kdaj pod hipnozo? Ja, večkrat. Ja? Ker tukaj sem jo odkolila na kavici tudi Nino Smole. Aha. Hipnoterapeutko. Odlično. In sva tudi zabredla v te teme in v bistvu sem, če se ne motim, lih takrat rekel, da tu je hipnoza dosti podobno meditaciji, ker moraš pustiti, da prideš v tisto stanje. Jaz se vsako jutro spravim v hipnozo. Sama sebe? Ja. Kako pa to izgleda? Prav tehnika obstaja in to se tudi pri dr. Joe dejansko naučiš. In ko hodiš k njemu in seveda to se vsak dan zvečer in zjutraj meditira. To so potem trigger pointi, ki jih imaš, ko dejansko padeš not in lahko sebe preveriš, kako globoko si not. Kaj pa si ti odstranila skupaj z ne hipnozo, ampak z meditacijo? Ti delček, ki si hotela spremeniti. To, da si se recimo malo bolj umirila, pa vse poštimala, ali je bila prav kakšna težava, da si jo rekla, bom probala na tak način, pa se je odprla? Sigurno so bile težave, vse smo sami ljudje, a veš, vsak nosi nekaj. Pa ljudje, mislim, otroci že drugače dojemamo, vsak drugače dojema neko stvar. In sigurno so stvari iz otroštva, ki te težijo in so lahko problem zdaj, ko si odrastel, a ne? Pa je to lahko čisto najbolj banalna stvar. Ja. Ne vem, lahko je nekdo kaj taga rekel, lahko si... V bistvu vse je večinoma povezano z nekimi občutki, a ne? Ker to so potem tiste ali globoke rane ali pa globoka sreča, a ne? Pač imaš dva pola, a ne? Vedno je vse pogojeno z občutki, ne? In v bistvu ti greš v hipnozi, greš v preteklost in podoživiš to stanje in ga tam spremeniš. In to se meni zdi fascinantno. In dejansko je ful zanimivo, kako se ti potem stvari odvijajo. Na začetku mogoče, če je bila neka travma konkretno, ne, je mogoče dan, dva težje, ker pač razrešuješ in prav čutiš, da nekaj se dogaja. Ampak zatem je pa tak relief, tako zadoščenje, sprostitev. Se odvali kamen od srca. Odvali se kamen od srca. In meni se zdi fantastično. Jaz sem bila zdaj pri eni, nedolg nazaj, eni odlični hipnoterapeutki Teja Holideja. Mislim, da je Holisteja. Jaz sem kar na počitnice spomnim. Asociacija. Teja Holisteja. Okay. In moram reči, da mi je fascinantno to, da je po nekem tretmaju naredila, seveda po prejšnji anamnezi z mano, po pogovoru z mano,
je pripravila vse stvari, ki si jih jaz želim. In ko sem bila v globoki hipnozi, mi je ona dejansko noter dajala vse tisto, kar ne si želim, kot da to že je. Oh, wow. In to še nisem pri nikomer videla. In zato sem rekla, da bom iskreno delila to naj čim več ljudi z njo, ker je fascinantna, ker je toliko dobra v tem, kar počne, toliko se trudi izboljšati ljudem življenje, toliko dela nekaj lepega. No. Nisem še slišala, da bi kdo to delal. Večinoma greš na hipnozo, razrešiš neke stvari, konec. Ja. Ona pa dejansko ti v še odprt program, ko ga počistiš, si predstavljaš, Ja. ti da noter vse tiste datoteke, ki jih ti želiš. Ne? Ja. In to se mi zdi fascinantno. Lahko ki deliš od tega, kaj si želela, da te ustavlja? Same lepe stvari. Jaz sem si želela, da sem zdrava, da sem srečna, da sem ljubljena, Okay. da me imajo ljudje radi, tako kot imam jaz njih rada. Da sem obkrožena s samimi fajn ljudmi. Poglej me! Ja, da sem na odru veliko časa, kolikor želim sama, da so moji koncerti lepi, uspešni, da me ljudje res poznajo takšno, kot sem. To sem si zaželela, ne? Ker je fajn, da ljudje začutijo tvojo energijo na koncertih. Ne? mičken bom vklopil tle moj cinizem, ki ga imam, a res to je pripomoglo k temu, kar si vse rekla. Da. Je od takrat naprej to lepš? Meni se dogajajo to lepe stvari, res. In recimo, ne vem, Prosim. na zdravje, na tole pa pijem, ne, da. Ne, lej se so znanstveni poizkusi, znanstveni dokazi, da če ti nekaj verjameš, če ti nekaj ponavljaš, Ja. če ti nekdo neko sugestijo daje, ne, da se potem to slej ko prej realizira. Zdaj poglej že placebo, poglej. Ja. Kaj je placebo učinek? Samo eno tabletkico, ki je cukr lahko. Jaz ti ne? lazala, recimo, ne vem, nekdo, ki je sugestiven, nekdo, ki je face bolan, čeprav, da si face bolan pa face sugestiven je kar že redkost, ne, ker Ja. si dost zaprt. Ampak recimo, ne, Še zmer so verjetno meje, ne? ja, Ampak marsikaj pa on odpremo verjame, lahko. da ta tabletka ga bo ozdravila. Ja. In to so znanstveni dokazi, Da ga on se počuti fantastično, zdravnik ga druga vpraša, kako je. sam sebe zdravi. Ful se dobro počutim, res pomaga za prostato, Ja. ful dober. A veš, in- Zakaj zdaj prosto to najdla? Ne vem, kje sem jo našla, mogoče to kopijemo, ne vem. Spet bo kdo rekel, da sem dal kaj v čaj. pa v Ja, kafe. no se bom dala raj To krvno, dam zelo sam sebi. premočno. Ful mi je dobro, ko bi si vprašal se, zakaj ne piješ kofeta in prišla sva na te odlične teme. Odgovore tudi, Ja. ne, zakaj ne pijem kave. Ja. Ker je ne rabim. Ker jo ne rabiš. The best. Ker nočem imeti tega mesi. Jaz imam rada uravnovešeno energijo, ne pomeni to, da jaz nisem živa. Ja, Imam rada balance, končno v lifeu. A veš? The best. To muzikonteri težko najdemo balance. Zaradi Ja. tega norega, divjega tempa. a ne? ja. Saj Glasbeniki veš, imate si na resne. Ja. Ja, si imamo tudi druge, si tudi naš Tudi poklic je čim tak, si v sam showbiznisu, čim drugačen. si- ne. Pa se ne bom rekla, Druga saj veja. so tudi drugi ljudje, pa so malerji, pa so, ne vem, frizeri, ki Vsak ima svoje probleme, Vsak ima svoje in jaz verjamem, da vsak misli, da more še bolj hiteč, še bolj biti šarp, še bolj more biti, ne vem, in pol ljudje dejansko delajo vse na tem, da bi še zbirali energijo, pa so že tako in tako utrujeni, pa še telovaditi, pa še Ja. to, pa še on. V bistvu bi pa, jaz govorim iz mojih izkušenj, vsak ne počne, kar želi, ne bi rada koga zdaj. Ampak v bistvu jaz konkretno sem pa rabila sem se umiriti, pa ugotoviti, kaj hočem in si sam zaciljati stvari, se reprogramirati in dejansko tukaj najti neko svobodo. Mislim, tukaj najdeš svobodo. Ja. To, lej, vse, kar ne bo treba več telovaditi, podpišem. Kar telovadite, to je zdravilo, lej, to, Ne, to je ti pa krepi res. telo, Se veš, pri telovadbi, jaz večinoma sem v preteklosti, pa še vedno, ko sem šla na sprehod, hitro hojo, teč, jaz sem ponavadi vse stvari rešila. Ej, to se mi pa meni odkrito včeraj zgodilo, ker sem bil čez dan prvič tako anksiozen, nemeren v sebi,
hkrati ne vem, a bom solzo ali kar potočil, ali kaj se je zgodilo. In v tismi, ki nisem več vedel, kaj narediti, sem šel na sprehod. V 1 uri sem prišel nazaj dosti boljš. Ne bom rekel čist v redu, ampak dosti boljš. Ja. In ja, A veš, nekaj je pomembno na je tem, za ne. telo, da je prožno, da organi normalno delajo, kar jaz tudi nisem vedela. Da prostata štima. Tako, vse moraš štimati. Vse moraš štimati. A veš, nisem tudi sama vedela, dokler nisem šla do naturopatinje, Ja? kaj pravzaprav ti neravnovesje v telesu, nek deficit organov lahko povzroči mentalno. Ja. Konkretno, jetra so jeza, ne? Mhm. Vranica je melanholija in globoka depresija. Tako da ljudje, če imate težave s tem, kar sem naštela, pa lej, se še milijon drugih Ja. težav lahko z drugimi organi. Dejte prvo, hrana je zdravilo, hrana, lej, ful je važno, kaj ješ. Ja. In tisto, kar misliš, da je zdravo za tebe, na splošno zdravo, Morda ni, ne? morda ni za tebe. Ne? In to ti naturopat zelo dobro lahko pove, pokaže. In ti si lahko iz, ne vem, depresije zležeš v 1 tednu, to je noro. Zato, ker ti pač jetra začnejo normalno delati nazaj. Čisto drugače, ja. Ne. Mi je pa zanimivo, lej, se pravi, so bila pri kofetu, da ga ne piješ, ampak Alja ima pa svojo penino. Kako pa to? Lej, sem prišla na svet uživati. Tudi. Mislim, sej uživam že na splošno, ampak jaz verjamem, da, lej, zakaj se ne bi kdaj mal pocrklal pa razvajal s tistim, kar imaš raje. Zakaj Jaz ne, strašno imam rada penino in rada imam rdeče vino. Ne? Če že kaj pijem, je to dvoje. In zanimivo, da sem si to, lej, to spet, vidiš, koliko je to zanimivo. Jaz sem si to tako močno želela, da so prišli sami do mene. Ne vem, če lahko omenim kdo. Ja, kar Iz da. Radgonskih goric. Okay. In so predlagali, če bi jaz imela svojo penino. In sem bila taka, Sami od sebe? A se vi hecate? A vam pokažem Vidiš? vse moodboarde, ki jih imam na telefonu, kako bi naj izgledala moja penina. To je bilo... Wow. Ja, in take stvari se ti začnejo pa dogajati. Ja, In je dobra, a? in je odlična. Ful je dobra. Vidiš, danes ti je nisem prinesla, se mi je zdelo za zjutraj, da bo preveč, veš. Ni Ti jo prinesla, pošljem. ampak moram pa povedati, da Alja je do zdaj edina in prva, ki je prinesla mi tako čokoladce. Evo, to moram povedati. Jaz Prva. vedno nekaj prinesem. Dobro voljo, če ne drugega. Ja, no. The best, se pravi, imamo Aljino penino. Ja, Veš, moja to penina treba sprobati. je v bistvu je zlata, ampak je suha. Narobe se reka, je sladka. to sem Sladka, hotela reči. aha, Ni presladka, Ja. ampak je ravno pravšnja. prav. To sem iskala ravno zaradi tega, mi z mami, mama vedno, no tudi oči. Vedno, ko se nekaj lepega zgodi, se mi trije dobimo in mi proslavljamo. Pač vsako stvar. Ne? In zdaj tega res veliko, tako da smo že malo nehali, ali pa smo pač se dobili na kosilo, a ne, da ni bilo zdaj kot neka pjančna. Ampak tek ne. Južna je ratala. Ja. Ne, ampak res lepe stvari se ti dogajajo veliko in vedno več, ker si pač na tej drugi sferi, vibraciji. In vedno smo iskali prav mi dve neko penino, ki nam bi bila res dobra. Ne? In nisva našli okusa, ki bi bil popolnoma takšen, kot bi si želeli. In potem, ko sem jaz seveda se dogovorila, da bom imela svojo penino, in sem točno vedela, kako okus želim imeti. Wow. In v bistvu je tak, ko bi bil mečkem po marelcah deluje, ali pa recimo nekem bezgu. Skratka, ful je tak poln, dober okus, pa naravne arome so, to je zelo pomembno. Vesela sem, no, da so ljudje to vzeli za svojo. Najprej seveda smo imeli po vseh trgovinah po Sloveniji 1 leto, no zdaj smo pa potem naredili online prodajo, pa pri meni v bistvu. Ja, No, se pravi, se da še dobiti pri tebi. Ja. In bolj zdaj nazdravljamo z Aljo. Vidiš? Tako. To dobro slišati. Ja, pa zanimivo, veš, ko imamo recimo, poleg koncertov imamo tudi poroke, ki jih delamo, Ja. ne? In je zanimivo, koliko so se ljudje navadili tudi na porokah imeti mojo penino. Če ne drugega, jo pa jaz ponavadi s sabo prinesem, no pa so zelo veseli. No, pa še malo. Pa tudi posvečen vers je gor za naju pleše pomlad, in če to je najin ples, poletiva do nebes in je v bistvu zelo tako romantično. To se mi zdi, da je pa tvoja skladbica. Je, imaš prav. Nekaj sem že slišal. Ja. Sama si že omenila starše. Jaz, ki se spomnim, ko si prišla na sceno, vse v štartu, ne, takrat je prišlo tudi ven
Ne vem, zdaj imam v glavi, da mi je moja mami to takrat rekla, veš. Da mi mama piše tekst. Točno to, kako se vedela? Dom sem zapeljal. V štartu je bilo zmeri, njej pa mami piše tekste, ali? Ja. Je to bilo tudi zdaj še? Se še dogaja? Zdaj ne več toliko. Nazadnje je bila prisotna pri Srce za srce. Zdaj pa se mi zdi, da se ona malo drugim stvarem v življenju posveča in jaz sem jo čisto tudi pustila primeru, razumela, da... Mami, odpuščena si. Ne. Sam enostavno pač drugo obdobje življenja prišla, zdaj ona potuje, zdaj uživa, mislim bolj na to, da je sproščena. Ker se veš, stres je tudi tekst pisati včasih, pa je bilo treba on time. Če ga je treba na hitro narediti, ja. In moram pa priznati, ona v življenju ni hotela, ni želela biti v ospredju, nikoli ni želela sploh se izpostavljati, ampak sem vedno jaz bila tista, ki sem jo... Pač jaz sem bila ponosna na to in sem pač bila jaz tista, ki sem jo omenila, ker je bila kar malo žalostna na začetku, ko so ljudje jemali to, češ, da me ona, mogoče, kaj s tvem, da je ona tista, ki me naprej, kako se reče? Kaj, da si zaradi nje sploh prišla? Ne, da je ona tista, ki želi me naprej dati ves čas. Okej. Da ni to tvoja pot, ampak da je od mame. To je nesmiselno govoriti o tem, ja. Ne, ker ti si bila že kot otrok kar na glasbo. Ja, jaz sem že kot 5-letna deklica v bistvu posnela svojo prvo TV reklamo za celo Jugoslavijo. Ja. Potem sem pa začela dosti hitro s plesom in petjem in sem imela v drugem razredu osnovne šole že svojo plesno skupino, katero sem jaz trenirala in koreografirala. Kako je bila stara? 2. razred. Madonna. In sem se dogovorila z učitelji, da pač nastopam v obšolskih dejavnostih jaz z mojo skupino in pa smo pač hodile tudi kdaj malo kaj izven šole nastopati, skratka ful smo že nastopale. Drugače pa vse, kar je bilo v povezavi z glasbo, je bilo zame nuja. Jaz si nisem znala predstavljati, da pač ne bi plesala in pela. To je bilo nujno. Želela si postati se prav glasbenica? Ja. Pa si vedela, da boš? Ja, vedela sem. Ja. Wow. Ja. Jaz sem od malega nastopala v kuhinji od moje babice, takrat smo že skupaj živeli in sem si dala prevelike njene pete gor, ker je imela ene res take ful odštekane, sploh ne vem, kje jih dobila. Mamino neko ruto sem dala tako bleščečo, koravde od babice, namazala sem se, prišla sem pa s torbico, vsa fina in jo odložila, pa sem šla pa nastopati. Diva? Diva sem bila, ja. In pa smo z babi kdaj popile tudi kako kavico, pa sem jo plačala s čekom. Aha, ja, pač nevnočljivim. S čekom. Kdaj sem tudi vzela kuli, pa sem kadila, ne, mislim, to pač vidiš stare starše, pa ne vem, starše. Posnema otrok, ne. Hvala Bogu, sem bila pa tako pametna, da se nisem šla tega, ampak no. Da bi si prišla k stari mami pa začela zvijati. Ja. Sam mal, nisem še. Drugače pa tako, veš, v moji familiji, recimo po očetovi strani, so vsi večinoma športniki. Ja. Tukaj imamo recimo Nika Omladiča, ki je pri Olimpiji igral, nogometaš, pa je potem šel v tujino. Potem smo si tudi v sorodu z gospodom Prašnikarjem. Potem imamo tudi, ne vem, še učitelje športne vzgoje. Skratka, vsi so nekje v športu in tudi moj oče in mami, oba sta športnika. Ja. Bila včasih, sta tekmovala v preskakovanju za prek s konji, mami je bila celo 4. v Jugoslaviji na Mladinskem. Pač zelo sta bila fajn. Športni tip, športna familija. Ja, pa trenerja sta oba dva tudi bila. In potem smo imeli klub v Zatonu na Hrvaškem, blizu mojega zdajšnjega doma, ne. Kjer sem jaz celo poletje preživela tam, ne, v bistvu to je bilo zame, oh my god, ne, poletje, še vedno, ko je poletje, verjetno kam za to najraje, konji in freedom, ne, veš, sprostitev, ne, in potem sem jaz pač tam minglala, oče pa mami sta trenirala, jaz sem imela svojo kobilico Šeho, tako belo poni kobilo in jaz sem bila najsrečnejši človek na svetu, to je bilo pač nekaj najlepšega. Ja, se zdaj skar zažarela, ko ste Ja, res je bilo to tako lepo.
Potem imamo pa po mamini strani je bila pa, ok, mami tudi športnica, tudi v sorodstvu imajo profesionalne športnike, pa moja tata je bila pa Miss Slovenije, pa Miss fotogeničnosti Jugoslavije. Tako da smo show business mic, ne. Ček. A veš, tako se mi zdi, da smo, meni ni bilo toliko mogoče tuje reči kot otroku, ali sem te energije čutila, ja, jaz si želim, ne vem, biti v show biznisu, želim si nastopati, to sem hotela reči. Okay. Ali si športnik, ali si, ne vem, manekenka, ali si pevc, karkoli že, show biznisu, pač moraš znati nastopati. Ne? In jaz sem že kot mala to začutila, ne? In mi je bilo to, valjda, ne, to bom jaz delala, meni je to bolj fajn. To je to. Ja. Kako pa se spomniš prav teh začetkov, se mi zdi, da okrog leta 2004, ko si prišla na sceno? Prišla sem v bistvu 2000. 2000, aha, okej. Takrat sem bila prvič na hit festivalu. Okay. In, oh my god, meni se je zdelo, da je 100 let trajalo, da sem jaz prišla sploh do tega, da sem se nekot malo bolj širni Sloveniji pokazala med tem, ko so večina ljudje misli, ta je pa kar prišla, zdaj pa to kar... Jaz sem se kar namatrala, da sem prišla do tja, ne? Ja. Mislim, če si znaš predstavljati, da sem jaz od 5. leta, mislim, resno, ne? To je res dolga pol že, če tako gledaš, ne? No, ampak jaz sem recimo začela pri 15 resno nastopati, kar pomeni, da sem začela snemati v studiu, da sem začela nastopati po diskotekah, po klubih. Pa sem ugotovila, da meni pa ni toliko všeč, da bi jaz zdaj kar sama nekaj nastopala. Ne, jaz rabim živo muziko, jaz sem človek, ko pač čuti glasbo, jaz rada razvijam to, mene inštrumenti zanimajo, mene inštrumental zanima, jaz hočem živo. Ja. In pa sem pač našla si band. To je tudi bilo veselica, ne? Pač, se veš, to ne, traja, da dobiš ti prave ljudi, resne ljudi. Pa čakali, samo resni ste pač lazno. Začel igrati, pa cool hoditi, pa vse to. Ja, pač to zahteva veliko človeka, ne? No in potem sem jih našla, fante, in potem smo začeli, ker sem bila najstnica, seveda. Imela sem rada živo glasbo, imela predvsem moj najljubši inštrument so še vedno bobni. Kašni. In pač ritem sekcija me je vedno zanimala, ne. Pas ne toliko, ampak pač ritem sekcija, rečemo, skupek tega, ampak tukaj rečemo bobni bolj. No in, smo šli pač na, se veš, najstniško pop rock, ne. Pač tukaj sem se jaz našla, tukaj sem jaz lahko vse svoje težave skašljala iz otroštva, iz šole, vse, kar me je težilo, vsak, ki me je zatiral, učitelji, ko so mi rekli, da ne bo nič z mene, da ne bom nikoli pevka, a veš, vse to ti pride pol nekako prav, ne, da daš ven, ne. In jaz sem v bistvu ful vesela in hvaležna za to obdobje, ker sem dost se naučila, dost sem dala ven, dost sem premlela, to je tako ena, kaj jaz vem, terapija, ne? Se glasba je terapija. Absolutno. Samo te mičken te moram zdaj zbost, to je tudi mičken moj karakterček, veš. Rada imaš bobne, to je najljubši inštrument, ampak iz tistih te prvih časov je bil pa tvoj fant kitarist. Ja, to je pa res, ja. Tako. Ne vem, kaj sem to študirala. Tako. Ja, slučajno. Pa bam. To sem hotel. Ja, se res bil, ja. To so res... Pa bi tudi nekaj povedal. Ja, on se zmer vmesniki morajo oglasiti, ampak lej, bova pol, prav. Eden izmed boljših tvojih komadov iz tega štarta, Zvezda večera. Hvala. To, če ga zdajle slišim, se jaz začnem dar. Sploh delček vmes, ki pride Zvezda večera. Aha, se ta je najboljši, ja. To je to. To je, ne. Ta plošča je bila, lej, verjamete ali pa ne. Udarno je za znort. Ja, to je bil moj otrok. Jaz sem bila toliko ponosna, toliko vesela, toliko hvaležna. Toliko enih občutkov se je prepletalo meni, še vedno vse. Ampak se veš, ko tisti so bolj sveži takrat bili, ne, in to je bilo res o moj bog, tukaj je, to sem jaz, ja, to sem jaz. In jaz sem bila toliko iskrena s tem, da seveda potem, valjda so prišle nagrade, nominacije, za kar, a veš, jaz sem vedela, kaj si želim, ampak ko si na nek način, ne bom lagala, jaz sem kar zaterana, a veš, jaz sem dost mogla narediti na sebi, da sem pomolila glavo, bom pa rekla, ne, jaz si zaslužim in vredna sem in lahko sem uspešna. Ker pač
so bili tukaj ljudje, ki ne vem, jaz bi rekla, ne zamerim jim, no, jaz bi rekla, da so to ljudje, ki so bili mogoče slabe volje, ki so videli, da sem na pragu uspeha, so začutili, da bi oni tudi to, pa niso znali drugače, v bistvu pa niso vedeli, da tak bi lahko njim ratali. Ja. Tudi če me prvoščijo, nisem jaz nič tukaj drno peti. In dejansko je potem, seveda, ko je bil to ta plod tega vsega, ko se je zgodil, te trnave poti, je bilo to... Jaz mislim, da sem se celo enkrat vmes razjokala. Prav tako sem bila res čustveno zelo povezana s to ploščo. Verjamem. Iskreno. In tudi vse to, veš, vse to, kar je prišlo zraven, cela pakunga, moja vizuala, ta igrivost, nikoli ni bilo na žaljiv način pa vulgarno. Jaz sem hotela izžarevati to, kar sem. Dobesedno sem želela pokazati, poglejte, vse sem odvrgla od sebe, vse, kar me je težilo, vse, kar me je bremenilo, vse, kar sem mislila, da ne zmorem, evo, tu me imate, zdaj sem pa tu. In lahko, poglejte, vsi lahko, A veš, ne sem jaz, sem dovolici morate. In jaz sem želela skozi to neko pojavnost pokazati ljudem, lahko si to, kar želiš. Nič ni narobe s tem, če si drugače, nič ni narobe, če si daš perja v glave. Pač, sam bod, kar si. Zgaj pa ne, In ne se obremenjati z drugimi. In jaz se prav spomnim, da sem čutila to neustavljivo energijo, vse to drznost. Pač mogla sem dati to ven. In to je kar urelo ven. Ta umetniška, malo uporniška, hkrati pa a vidite, lahko, ne? A veš, da lahko tle rečem, da zmer se mi je zdelo, da si bila tako še malo bolj divja verzija Avril Lavigne. A se ti zdi? To je pa hvala mišljeno, seveda. Ja, hvala. Ne vem, a veš, všeč mi je bila ona zelo, ne? In tudi, ne bom lagala, saj sem tudi kar neke mogoče reference iskala tam, ampak še vedno sem rekla, ne. Jaz moram biti svoja. Jaz lahko rečem, všeč mi je, jaz vedno tako delujem, ne? Meni je nekaj všeč od nekoga, tudi lahko rečem od slovenskih izvajalcev, ki so mimogrede fantastični, res imamo zdaj pa sploh ogromno kvalitetnih, fajn izvajalcev, pa še fajn ljudi po vrhu, ne? Ampak vedno sem tak, ne moram imeti jaz tako ona. Pač prvo, ne čutim to tak, drugo, kar je, ne bom šla iz nekega spoštovanja to narediti, da bom naredila isto kot drugo. Pa konec bom izpadla čip, ne. A veš, in je fajn, da pač po moje, da gledaš na to, da si originalen, da si drugačen, ne. Jaz bom sam to rekel, ta plata, Zvezda večerja, Fluid in tako naprej, meni je to ful selo. Avril je lani dala tudi novo plato ven, ki je zelo punkerska, sam povem. A res? Aha, okej, bom pogledala. Ne, malo namigujem. Veš kaj, zdaj ti bom pa čisto tako razložila. Ja, ne. Veš kaj fora? Lej, to, kar sva se prej pogovarjala, da človek dela na sebi, da se raziskuje, da ugotavlja, kdo je, da ugotavlja, zakaj neke stvari počne, zakaj takrat tak čuti, zakaj zdaj čuti drugače, je zelo povezano z tem, kar dela. Ja. Jaz moram reči, da ko vidim Avril Lavigne, ja, jaz rečem Lavigne, ne vem, če... Se mi zdi, vesela sem za njo, da je spet prišla nazaj in da zopet nekako ga trga, ne? Ampak se mi zdi, upam, da se motim, da ni ostala na isti mentalni ravni. To je pa ja. Spet, jaz se ne ukvarjam. Vprašanje za $1 milijon. To je čisto tako vprašanje. Zato, ker jaz verjamem, da ona je začela z podobnih, ali pa verjetno drugačnih razlogov, mislim, ne razlogov, na podoben način kot jaz, ali pa na drug način, seveda, mogoče drugače. Veš, to so tista najstniška leta, ko si zatiran, to sem prej govorila, ko želiš dokazati svetu, ne, lahko, pogledajte, da lahko, ne. Ko pa ti enkrat skašljaš vso to žalost, jezo in to, kar pač je bilo tebi in greš na drugo raven in se malo ozavestiš in delaš na sebi, pa jaz ne verjamem, da ti še vedno lahko to poješ in to izražaš in to čutiš, ne. No, tukaj pri meni marsikdo opaža skozi leta neko preobrazbo in dogajanje. Sem se to normalno, ja. Meni se zdi to popolnoma normalno, a veš. Jaz zdaj malo težim k temu, zato ker pač mi je ta muzika najbližje in mi je najbolj všeč. Ne, se je krasna, pa se nimaš vseh besedil tudi slabih, nujno, ne, v tej glasbi sploh.
Ampak hočem reči, da jaz konkretno, ne, sem pač čutila pri sebi tak premik, tako spremembo, da nisem več čutila, da bi pač rabila pet. Sem slika brez okvirja, ne da okvirja, se me ujet, če me kdo zatera, je to pač njegova stvar, nekaj takega. Pač to se mi zdi čist najstniško in primerno za tista leta. Zdaj pa niti ne čutim več tega, da bi pač rabila se braniti, da bi rabila zdaj ljudem razlagati, jaz sem pa to, veš. Ja. Pač ne, jaz vem, kdo sem in zdaj sem srečna, fajn se počutim in rada imam ljudi in tudi moja besedila so takšna, govorijo o tem, pač o ljubezni, o lepih stvareh, o razumevanju, da koliko je lepo, če veš, da vse imaš. Govorijo veliko o odnosih, jaz sem velik del življenja, zdaj se počutim že ful staro, kot to ne, velik del sem posvetila odnosom, ker se mi zdi, da je ful treba delati na odnosih, ne? Ja. A veš, in tako si ti do drugih, taki so drugi do tebe, ne? Se ljubezni je največja zaščita. Kako te bo nekdo rano, če mu ti 5krat nazaj poveš, da se razumeš, da je jezen. Ja. Pa sem, da ga imaš vse rada in ga spoštuješ. Vse res. In pač enostavno nisem več tega čutila, no, in jaz vedno se ravnam po svojem počutku. Jaz sem zelo iskren človek, res ne morem fejkati, ne morem lagati, na očeh bi mi pisali. Ja. Ne znam in hvala Bogu, da ne znam, zato sem zdrava, ker verjetno bi zbolela drugačne. Mogoče. In pač to, kar zdaj delam, je res iskreno, jaz ful uživam in fajn se imam. In tudi še vedno, če prideš na moj koncert, boš slišal ta del tudi, ki bi ga ti rad slišal. Vem. Moraš priti na kak koncert. Kako sem delal ta research mal, sem vmes zaplaval, kar jaz rad naredim s temi glasbeniki, na splošno tudi, napisal sem YouTube alja live. In pol šel gledat te komade, no pa se jih zaigra, pa se še dobro. Ja, ne. Lej, veš, zdaj je tak, jaz sem ful vesela, tudi zdaj moja publika se je malo preoblikovala, moja publika je tudi odrasla, ne. Pa mi je tako všeč, ker dejansko zdaj, ko delamo kulturne domove ali pa dvorane, toliko je lepo, da te nekdo posluša, kaj imaš za povedati. Se veš, ko si ti najstnik pa razbijaš tam, je vsem važno, dajmo se upreti, mi smo močni, več to je to, ne. Ne damo se, to je bil skupni vibe. No zdaj je pa toliko lepo, ker se na koncertih res povežamo, toliko ene ljubezni je. Po mojem koncerti še vedno, pač tudi, če gre za sedečo dvorano, pojemo skupaj, je na nek način polno ljubezni in umirjeno, ampak pol se vstane in je žur. Jaz sem pač tak človek. Jaz imam rada dobro energijo, rada imam zabavo in jaz vedno poskrbim na mojih koncertih, da na koncu se pleše, poje, raja, ko bi bil, ne vem, pa ne bo kulturni dom, ne? Pa nima veze, kje smo. A veš, in tudi, če je program lep, uglajen, ampak vedno je na koncu zabava in pač to sem jaz. Meni je mami rekla, da sem bila od nekdaj, samo da se je zabavali, da se je smejali, samo da je bilo fajn, samo da so bili vsi okrog mene zadovoljni. In ja, to je moja zgodba. Če sva pri glasbi pa tej sreči, parkrat si probala biti tudi na EMI, na Eurovizijo, ni rad ali prijet. Ne, ampak veš kaj, Bi? Jaz si sploh nisem znala predstavljati sebe na Euroviziji, jaz to zdaj vem. Nisem. Pa spet povežemo na štart, ne? Nisem, prisežem. Se pravi, to ni tudi plan za naprej, nič? Ali ne vem, nimam zelo v planu, ampak pač zgodilo, kar boste videli, da se zgodi, je zato, ker si želim. Zdaj sem pa videla, da dejansko sem resno mislila, kar sem govorila, ko mi marsikdo rekel, v redu, dobro, ne, ti rečeš, se ni važno zmagati, važno je, da je neko dobro mesto, da si ljudje zapolnejo komad, da ga ljudje res vzamejo za svojega. Ljudje, pazite, kaj govorite, pač to res mislite. In jaz dejansko si nisem želela nikoli na Eurosong. Morda si pa zato, če je to seveda res, kar sem prebral, zavrnila komad Spet, ki ga je zapela Tinkara Kovač, ki je zmagala pol. Ja, pa celo tudi Marenga potem. Vidiš? Ja. In 2 komada sem zavrnila, ker sta šla na Eurosong. Šla na Eurosong. A veš, koliko je ful pomembno, da veš, kaj razmišljaš? Da greš po svojemu nagonu, v bistvu, ne? Občutku. Pazi, kaj misliš. Danes bova vse lepo naredila tak krog. Da ti štart je bil svetinja. Ja. No, si pa drugače zmagala pol leta 2016 na Melodijah morja in sonca, ne? Ja. A to si tudi predstavljala? To ti bom pa povedala eno zgodbo, ki nisem nikomor v mediji še povedala. Pa poslušamo.
Veš, zakaj sem zmagala? Zato, ker nisem nič pričakovala, ker sploh nisem bila čist prisotna. Jaz sem takrat bila ravno... Jaz sem 2016, ampak res te teme se bom kratko dotaknila, ker ful ne maram govoriti o teh stvareh tak, ker pač se raj posvečam dobrim, ampak jaz sem ful močno zbolela za ščitnico. Jaz bi lahko umrla, ker mi dejansko skoraj ni bilo več ščitnice, ker sem imela avtoimuno bolezen. Pride zaradi stresa, zaradi tega, ker se sikiraš in tak dalje. Skratka, in jaz sem takrat se zdravila in sem bila ful neprisotna velikokrat, ko sem prišla na intervju, kako so me sprašali, a si ti v redu? Ja, fajn sem, ampak ful sem bila odmaknjena. Pač. In ko smo bili na MMS-u, jaz sem se tako veselila tega nastopa, fajn je bilo, tudi v živo je band tako dobro naštudiral, jaz sem bila tako srečna. Pa tudi na vajah, vse je šlo top, ko se je pa zares začelo, jaz ne vem, jaz sem kar odklopila in jaz sem sam bila. Jaz sem pač odnastopala, seveda, ko sem stopila na oder, je to trigger point, jaz sem bila pač, marsikdo mi je rekel v tem obdobju, kako lahko ti funkcioniraš na odru, ampak to je res, to so trigger pointi. Navajen si, veš, koliko je to avtopilot. Jaz, ko stopim na oder, pa jaz sem lahko pomrtva, jaz bom naredila pač svoje. In to sem dokazala ravno v tem obdobju. No, v glavnem, in ko sem odnastopala, super fajn, jaz sem se takoj po nastopu že hotela iti preoblečiti, pač kar ne vem, lej. In mi rečejo, ne, počakaj oblečena. Pa zakaj? Pa jaz, tako mali otrok sem, res ful sem bila odsotna. Pa jaz bi šla zdaj pojesti nekaj, pa tak, ne. Fajn je bilo, ful sem uživala, sem zdaj bi pa jaz se malo sprostila, sploh nisem bila tam. V glavnem, in pol pridejo po mene čez nekaj časa, Alja, a lahko prideš malo v ozadje tam na undel? Pa jaz tak, okej, kaj pa je, mislim, zakaj pa rabim? Nič, sam bod tam. Men prisežem pri Bogu, lejte, ko tu sedim, men ni svanalo. Jaz nisem razmišljala sploh, kaj bi se nič. Jaz, dokler me niso postavili v čisto zaodarje, pa so rekli, greš še enkrat odpet. Pa so tako čakali, če smo zmenjeni, da vsak, res, ko en butl. Res, prisežem. Alja zmagala, no. In pol mi reče, zmagala si. In jaz tako, prav zdajle, vem, kak občutek je bil. Jaz sem stala nepremično in nisem verjela. Jaz sem bila sigurna, bili so kvadropirci pa Manca Špik, saka, nema, to bojo oni zmagali, poglej, koliko so hudi, kako komad, ne. In jaz grem gor, odpojem, gledam fante vmes, tako what, da ste nori mal. In pol jaz dobim nagrado, stojim tam, ko lipo oboh, nič mi ni bilo jasno. Pa kar nekaj začeli do mene prihajati. In sem začela podoživljati in ko je bilo vsega konc, sem sam klicala moja dva, naj prideta zadaj. Imam še zdaj, še zdaj imam sliko. Nekdo nas je sliko, smo se, moja mami pa jaz pa oči, smo se takle okrog dali, pa smo dali glave skupaj in sem se jokala in to je bilo to. In to je bilo nekaj toliko lepega, toliko sem bila hvaležna. In pol pesem, dejansko najbolj vrtena pesem, IPF nagrado, vse je šlo. A jaz sploh se nisem s tem obremenjevala. A veš, in to hoče reči, včasih moraš nekaj poslati v vesolje, nekaj, da si želiš, pa sam spustiti. Saj veš, da to bo jutr po novicah, ne? Vse je lepa stvar. Lepa stvar, se prav, da gre ven. Zdajle se je že parkrat z gosti zgodil, da je bilo pol naslednji dan, sem že jaz zasledil, je ono, ste videli v eni oddaji, ne? A veš kaj, jaz, marsikater medij mi je kdaj, ne bom rekla očitov sploh, ne, mediji so res krasni, ste krasni do mene, jaz sem ful hvaležna za to, da upoštevate tudi, da imam, ne vem, do kam pač grem osebno, ker pač se mi zdi, da je prav, da vsak se posluša, koliko osebno lahko gre. Ampak zadnje obdobje sem pa mogoče malo bolj začutila, da neke stvari povem, ker sem začela razmišljati, se ljudje te sploh ne morejo spoznati, kdo si, kak si, če ne poveš nekih stvari, ne. Recimo prvi, ki mi je odprl oči glede tega, je bil Jan Plestenjak. Midva smo dobra prijatelja, ful ga imam rada, res. Rada se slišma, rada se vidma. Res, izjemno ga spoštujem, ampak ga imam tek srčno rada kot človeka, no.
In v bistvu mi je s pesmijo, a veš, takrat, ko me je poklical, imam pesem zate, ne. Takrat mi je spremenil življenje, ker jaz sem rekla, Jan, pa jaz nisem taka, da bom jaz pokazala, da sem ranljiva, da jaz to kdaj trpim. Imela sem ves čas občutek, da me bo ljudje prizadeli, ker sem bila prizadeta, velikrat, a ne. Rekel, Jan, pa Alja, tebe ljudje sploh ne morejo spoznati, ne morejo vedeti, kakšna so tvoje čustva. Glih tako se je tebi kdaj zgodilo to, kar boš zdaj zapela, a ne. Dejansko, da je tip, ne vem, ni bil glih pri stvari z glavo s tabo, ali pa jaz ne vem, ni bil, pa ne moram reči, jaz nisem imela z varjanjem, hvala Bogu, nikoli težav, da bi me kdo drug prevaral, ampak niso bile stvari takšne, kot so, in zakaj ne bi mogoče kdaj izkašljala neko zgodbo, ki se mi je res zgodila, ne. Se pač poistovetijo tudi ljudje s tem, ne. Ja, seveda. In zato zdaj rada tudi mogoče kakšne stvari, tako kot danes povem, ker bi vsem rada rekla, lej, vsi smo samo ljudje. Vsi smo iz krvavi pod mesa, kožo. krvi, kosti, lej. A bom jaz zdaj kaj bolj ranljiva, ker sem povedala neke stvari, ki so mogoče malo bolj odprte. Pač sem, ja, ampak jaz stojim za tem in vem, da lahko s tem mogoče komu pomagam. In to je moj namen. Sej, to bi mogli po moje vsi, tudi zdaj poslušalci in gledalci, malo vedeti, da z vsemi vami, ki se jaz pogovarjam, vsi ste ljudje. Pa ja, po večini, no, sam pač... No, ja, smo si različni, ampak ne, tle se hecam, ampak vsem vam se dogajajo neke stvari, za katere mi ne vemo, pa niti ni treba, da vemo. Moramo mi imeti malo v ozadju, da pač lej. Vsak ima svoje težave. Moramo vedeti, da nas lahko kakšna stvar prizadane. Sicer, ne vem, ali pa nam polepša dan. Ja, valjda. Meni, recimo, kdo pride kdaj k meni pa reče, tak mi grede, joj, Alja, sam rada bi vam povedala, da ste mi tako všeč, pa da toliko čutim tako dobro energijo, toliko ste fajna, pa muska mi je tako fajna. Sej verjetno tega ful slište, sej brez veze, da vam razlagam. Ne. Lej, vsak rabi, slišati, ja. Ljudje rabimo pohvale. Poglej, da ti jaz, recimo, kar sem ti že prej rekla, ker si res fajni, a ti ne polepša dan, če ti rečem, toliko se imam lepo v tvoji oddaji, res uživam, sproščena sem, ker je tvoja energija fajna. A ni kakšen dan bo tvoj, mislim, res boš imel vse predispozicije, da ga še nadgradiš, da bo še lepši, ampak že zdaj je lep, ne? Se jaz lih na teme delam, če so že pri teme. Jaz hočem, da je mojim gostam zabavno, pa lepo, ker tu se mi zdi, da bodo poslušalci in gledalci čutili. Ja, pa to se čuti. In gre domino efekt. In to je to. Ja. Pa veš, nikoli ni preveč dobrega, ne? Jaz sem v preteklosti bila tega mišljenja, da vedno, pač ja, seveda mora biti balance, kontrast, ne? Ampak lej, ne rabiš pa pričakovati, da za nečem dobrim pride kaj slabega, ne? Se veš, to se naučiš že v šoli ali pa skozi prijatelje, ko te kdo prizadane, ali pa neka stvar neljuba, ki se ti je zgodila in pa kar vedno čakaš, ne? In pa marsikdo reče, ko gleda nek podcast, tak, pa to je ful podcukrano vse. Čak malo, kaj imaš rada te kdo gajžla, imaš rad, potrebuješ, da se nekaj slabega zgodi, da lahko rečeš, da je ravnotežje. Ni treba. Ni nujno. Pač najdi vseb, kaj ti žul, kaj ti trn v peti. Pa ga predri. Pa ga dej stran, ja, in verjami, da ni nič narobe s tem, če so same lepe stvari. Za nekoga je to prepocukrano, ker ne verjame. Ja. Da je lahko lepo, ne? Eni rabijo malo tudi drame in podobnih stvari. Sej ne moreš... Kar je pa spet verjetno prav, ne? Ja, vsak v pravem času. Se veš, učitelj pride, ko je učenec pripravljen, ne? In jaz nič ne obsojam nikogar, nikoli, ker tako, ko sem rekla, vse v pravem času. Nekateri ljudje morajo še doživeti neko bolečino, da lahko zrastejo. Ja, res je. Greva še malo južno od nas, že sama si rekla, da imaš en dom tudi na Hrvaškem. Se pravi, tudi ta bivša juga, Balkan, imaš kar nekaj oboževalcev, je tako? Ja, sem zelo vesela. Veš, po mamini strani imam pač neke hrvaške krvi in jaz vedno rečem, da kri ni voda, ne? Jaz sem otrok Balkana, jaz ne bom lagala, jaz obožujem Balkan, obožujem vse južne države, seveda najljubša mi je Slovenija, ampak takoj zatem je Hrvaška. Ker pač me vežejo toliko lepi spomini, res na otroštvo, tam imamo dosti prijateljev, tudi moji sosedje so zdaj res dobri prijatelji in ful se imamo radi. Hvaležna sem, da imam dejansko
sosede, ko so mi ko babice pa detki, res, ki jih nimam več in pogrešam. Jaz sem pa rada to, saj veš, starejši imajo nek nahrbtnik, ko ga noben ne želi kaj dost se dotikati, Ja. so tudi neke priučene stvari, ki jih jaz tudi ne rada sploh v svoj sistem, ampak imajo pa veliko nekega znanja, neke globine, širine glede življenja, vsaj tisti, ki imajo zdravo glavo, a ne? Ja. No in takšni so te moje sosedje dol na otoku in sem ful hvaležna in vesela sem, da lahko tudi dol delam, da so me res za svojo sprejeli, da lahko grem dol na nacionalko na intervju, da grem na festivale in se že zdaj z mediji poznamo, z novinarji, z glasbeniki. In je zdaj v bistvu občutek tako, da sem tu. V bistvu sploh nimam več občutka meje, kar sem si pa želela, a ne? Ker jaz vedno sem verjela, da pač še vedno nas veže ena taka lepa energija z Balkanom, ne? In bili smo eno in je škoda, no, da bi neka taka stvar, kot je politika, ne, bila kriva za to, da se ljudje ne bi imeli radi. Ne? Pa naj dol naredijo tako dober pogovor, ki ga imava midva. Ja, točno to. Vidiš, ne morem, da bi sam rekel, ja, lepo. Poleg vsega, zdaj smo ful debatirala v tistem štartu, da vse poveževa, zdaj le glasba in to. Imela si pa tudi svojo linijo nakita. To je bilo pa čisto na začetku, ja. Ja. Kako je pa do tega prišlo? To je tudi spontano prišlo, veš, tudi kar samo do mene prišlo. Jaz sem, če bi me poznal, pač glasba je pri meni na prvem mestu, druga, pač družina na prvem mestu, glasba tudi zraven spada, jaz to se povezujem, ampak zelo močno je pri meni od nekdaj bilo oblikovanje, ampak ne kot oblikovanje nakita ali pa to, pač imam rada nakit pa vse, kar je lepo, oblikovanje bolj skozi interior design, a ne, kot nepremičnine, tukaj sem zdaj ugotovila skozi leta, ampak vse, kar je povezano z lepim, da ti združim zdaj, da boš razumel, o čem govorim, vse, kar je povezano z lepim in nakit je bil od nekdaj zelo velik, velika ljubezen pri meni, ne. In to se je zgodilo čisto tako, prišla je ena največja znamka v Sloveniji za nakit do mene, če bi imela svojo linijo nakita, ne, to je bilo res v tistem vrhuncu 2004. Do tebe vsi hodijo, bi imela to, pa kaj lepšega. Vidiš, moramo res začeti delati kot ti, se vse naredi, ej. Sam je pač zanimivo, veš, da res to tako deluje. Ja. No, hudo, prosti, nadaljuj. In ja, in potem sva skupaj z to gospodično, ki je delala tam pri kreativi, skupaj stople, ugotovile, kaj imam jaz rada, kaj želim. In smo potem razvili čisto moj nakit, ki se je noro prodajal, jaz nisem nič pričakovala, jaz sem pač v redu, bom pa imela nakit, fajne. To je bilo v vseh knjigarnah v Sloveniji, so bile trgovine, celi štanti. In iskreno, ne, jaz vedno gledam, kako bi bilo meni, ko sem bila toliko stara. Ja. A veš, jaz, da bi videla tak nakit, ko sem bila toliko stara, meni bi se zmešali. Jaz bi si nabavila vsakega po eno. A veš, in se je res to zgodilo, ne. In jaz sem tudi hotela res, da ljudje začutijo, kaj imam rada in na kak način jaz gledam na te stvari. In to je bilo vse žive barve, ne. Drugačni pač te vzorci, materiali, plastika, les, ne. In ja, in to v bistvu 2 leti smo potem to razvijali in delali, potem sem pa tudi se želela z drugim stvarem posvetiti. Pač pri meni jaz sem pevka, jaz sem glasbenica in to je pri meni na prvem mestu vedno in vse, kar pride dodatno zraven, je kot fanovit, veš, da me ljudje pač, lejte, tudi to imam rada, saj sem pač sam človek, vsak ima še druge stvari, ki ga zanimajo, ne. Ampak, ja, sem se potem drugi plošči posvetila, ki sem jo v Nemčiji pa snemala. V bistvu se počasi bližava koncu, ampak te pa moram tu še vprašati, pa ne me narobe razumeti, ker nočem drezati, ampak a razmišljaš kaj o svoji družini? A veš, da zadnje čase vedno bolj, ampak to ne pomeni, da se bom zdaj ta trenutek odločila za to, Ja. Ampak se mi zdi pa krasno, da sem prišla v nek miselni proces, da to sprejmem, ker se mi zdi, da, a veš, ljudje, ki nam je kariera otrok, jaz toliko ljubim to, kar delam, da je to zahteva celo mene.
celo mene. Ampak tukaj zdaj zajemam, jaz recimo, ne samo, da imam koncerte, da razvijam pač, ne vem, svojo glasbo, svojo pot, da delamo nove projekte, plošče, ampak hkrati, ne vem, imam še te 2 pevski šoli, kjer poučujem, kjer si res želim in delam na tem, da vso svoje znanje in ideje, ki vem, da bi pomagale mladim se razviti, delim, in skrbim za to, da se imajo res, kot da so doma, da imajo občutek neke ljubezni pri meni in da jim res predajam, kakor lahko, vse, kar znam. Pač to zahteva veliko človeka, ampak to je moj lifestyle. Ja. To ni, meni enkrat rekel greš v službo. Kako službo? Jaz nimam službe. Jaz se grem fajn imeti. Res. To pri nas govori Denis Havlič, recimo. A res? Ja. Ja, vse to je res, To je to. ko enkrat začneš razmišljati, da imaš službo, je konc. Ja. A veš, to je prisiljeno, služba, šiht, je Ja. od do, Sicer tudi jaz imam urnike, ker ne morem brez tega živeti, ker Valjda. imam pač toliko vsega, ampak je to fajn se gremo imeti. Ko grem na koncert, fajn, ko mi čakam, in v bistvu zdaj v to še zraven v tem še najti prostor za malo Alico, ali pa ne vem, enega malega fantka je tudi, treba delati prvo v glavi na tem. In jaz sem zdaj začela delati na tem, zato ker sem se začela spraševati, jaz sem edinka, kaj pa, ko moji starši enkrat več ne bo. Jaz sem ful družinski človek. Jaz sem res strašno povezana in zelo veliko mi pomeni to. In sem v bistvu se malo sama sebe zaradi tega prisilila, da začnem o tem razmišljati. Ker veš, moraš razumeti, če imam jaz 50 otrok vsak teden skozi ob sebi, Ja. pa to so od malih, pa dobro sem tudi 50-60 let, že odrasle, ki hodijo, ampak recimo otrok imam ogromno. Potem ti mogoče ta želja ni tako močna, ker tako ljubiš te ta Ker male, sem tako so obkrožen tvoji. že, ja. Ja, ampak je drugače. Tako da prvič v življenju sem res začela razmišljati o tem. Dobro. Kar je lepo. Veš, zdaj bodo spet odštevala, veš, je rekla. Deva zdaj tako zaokrožiti. Kaj te letos še čaka, oziroma kaj si želiš in pošiljaš v vesolje? Ker očitno se bo uresničilo. Zdaj je samo odvisno, kaj. Veliko lepih stvari. Predvsem veliko koncertov, nastopov, dobre glasbe. Preselila se bom in zdaj, ko me čakam, sem že v pričakovanju. Poglej, hiša sem je zgradila praktično sama. Jaz sem skozi okrog bila. Jaz sem toliko hvaležna. Jaz res, vidiš, to je spet en tak. Jaz sem mislila, pač bo pa trajalo, Ja. Pa pač, ne vem, ne bodo prišli na timing, pa spuščam, čeprav sem astrološko dala pogledati, kdaj ne začnemo graditi, da bo res teklo in sem točno takrat zakopala lopato v zemljo. Od tistega trenutka stvari tako tečejo, da mene kličejo, če lahko pridejo tisti dan delati. Mislim, jaz sem rekla, to je smešno. Tebi se vse gradi, je res, jaz ne morem verjeti. Ampak veš, jaz sem res veš, ko sam tudi poizkušaš, koliko lahko, pa koliko to funkcionira, pa koliko to gre. Ampak recimo, ne vem, jaz sem šla na špil v tujino, pa me pol ni bilo en teden, mogli bi priti pokriti streho na hiši, jih pač neki se niso javili en dan. Sem mislila, pač to zdaj neki, ne vem, pa v glavnem. In jaz pridem nazaj in je streha stala. Čez en teden. Vse je stalo. Preverite, koga čete, če mi ne verjamete. Kakšno imaš ti povezavo? Je noro, Koga res. spodkupla? Nobenega, res. In še hitreje se stvari zdaj odvijajo, ko sem mislila, čez 3 tedne že lahko ploščice polagam, ko sem mislila, da jih bom, ne vem, jaz sem mislila, da bom to, ne vem kdaj. Ampak jaz si pa skozi predstavljam sebe v hiši, veš? To je pomembno, ne? Da si ti že skozi sebe predstavljaš v hiši, kakšna energija, kaj delaš, kako se občutki so. Saj, če danes ne bo tako polovica gledalcev začelo meditirati in vse te stvari malo gledati, vsaj razmišljati na ta nivoj, pa Jaz pa res upam, ne da vem. bote, ker res, to je tako fajn. Noro. Lej, ob takih pogovorah gre cajt takole. Ja. In še zadnje vprašanje, ki je pa spet od vsakega gosta isto. Kako pa izgleda tvoj popoln dan? Takle.
Tako, Si že začel? druga, ki je to rekla. A res? Evo, bravo. Aljoša Bagola je bil, A začne se res? s kavo s červekom, sem tako... Ne, res, to je, lepše si ne bi mogla predstavljati. Zjutraj sem lepo opravljala stvari, tako sem si jih zamislila, pripeljala sem se brez kakršne koli ihte, ti si mi še lepo rampo odprl, pa smo se usedla, smo se začela pogovarjati stvari, o katerih najraj govorim. Ihta bo zdaj udarila, veš. Ne bo. Sem si vse tako zorganizirala, da se mi mamurnik, ampak se mi ne mudi. Kaj pa pol še, da res pridemo do popolnega dneva, po vsemu temu? Je še cel dan? Ja, glej, danes grem učit, jaz se imam z mojimi učenci toliko lepo, res. Mi se tudi take stvari pogovarjamo. Veš, to ni samo učenje, golo učenje, prideš, greš, adijo, hvala lepa. Mi živimo, mi se povezujemo, mi si delimo neke takšne stvari, ko vemo, da en drugmu lahko pomagajo. In res prihajajo taki učenci do mene. A veš, in... Se spet sklene krog. Ja, in potem se še so bolj predani tudi učenju, točno vejo, zakaj se pridejo učiti in vejo, imajo svoje cilje, zakaj hodijo, a ne? Da ni ono, da jih peljem v studio, ja, zdaj pa ne vem, zakaj zdaj tukaj delam, pač ne, to je želja, a veš? In evo, že to pa potem zvečer imam še en fajn podcast za poslušati, potem bom šla meditirati in jutri me čaka koncert. In gremo na In to nov je to. dan. The best. Ja. Lej, jaz si nisem mislil, da bova takole zaplavala v te vode. Ja, jaz tudi ne, nisem nič pričakvala, veš. Jaz nisem pričakoval tega, to bom rekel, Jaz tudi ampak ne. mi je zelo fajn, da se je to zgodilo in vem, da so poslušalci in gledalci uživali. Tako da, Alja, hvala lepa, da si prišla na kavico. Je, hvala tebi za povabilo. Da bom še čez 20 let lahko rekel, da še zmeraj gledaš isto. Aj ne, povabo, smisel še ko povabo, da me boš čez 20 let, Ne. smisel, malo dolgo bo to trajalo, ne? Dajmo počakati, da jaz to sezono končam, pa bomo pa naprej videli. Ostan taka, ki se in daj to še naprej vsem ostalem in Hvala. očitno se vse sklada. Vse se sklada, pol. Ja, pol ugotoviš, da v bistvu je res to en tak krog. Ti pa tudi ostani tako sončen, pa tako fajn, res je fajn v tvoji družbi, tako da le že zdaj razturaš, pa sam gor gre, Kaj še le bo. kaj še le bo. Hvala, Alja. Hvala tebi. Kava s červekom. DeLonghi Perfetto, od zrna do skodelice.